V bistvu jaz bi rad rekel še nekaj na račun teh športnih ploščadi. V bistvu recimo tam je veliko druženje pač mladine in to je tudi en način zabave in v bistvu bi izpostavili ta problem, da je recimo so različni interesi tudi pri športu. Nekateri, ne vem, bi se ukvarjali s košarko, nekateri z nogometom, nekateri s čim drugim, recimo z odbojko. In zdaj, če niso vsi te športi, se pravi objekti za te športe združeni na enem mestu, se pač ustvarijo skupine. Nekateri igrajo nogomet na enem igrišču, nekateri recimo košarko na drugem. In tle je manj družbe in s tem tudi manj zabave. Radi bi izpostavili to igrišče recimo v Topolah, kjer so združeni vsi ti objekti za različne športe in tisti je v bistvu zelo v redu, in tudi jaz, ko sem iz Suhadol, pač mi ni problema kaj jeti, ampak nekateri so pa izpostavili problem, da recimo, če so pa v vaseh, ki so bolj oddaljeni, recimo od Topol, da pa ne vem, recimo je to tudi en razlog, zaradi česa ne hodijo na to igrišče, in bi imeli recimo radi v Komendi igrišče, ki bi združevalo pač več različnih športov, Res, za zgled je igrišče v Topolah, ampak bi moglo biti recimo v Komendi oziroma Mostah. Pa še Anja nekaj pove. Jaz bi pa bolj izpostavila pač te v bistvu prostore namenjene zabavi, plesom, karkoli, ker se mi zdijo v bistvu dosti pomembni, naprimer, ker večina mladih se pa v bistvu vsem tednom že naprimer najdejo v bistvu kakšne interesne dejavnosti, naprimer to v osnovni šoli ni tak problem, sam naprimer med vikendi pa tudi mi ne vemo, kam bi se dala, Smo tudi razmišljali, da bi bilo tako dosti uredno, naprimer, da bi odprli pač ta kino, da bi popravili, da bi imeli naprimer enkrat tedensko pač te filmske večere, da bi lahko tudi mi v Komendi šli, pa prostore namenjene pač te zabavi plesom, ki bi bile pač omejene starosti, naprimer od 14 do 18, potem prostore za rojstne dneve, tako, ki mislim, da jih dosti primanjkuje, da bi lahko najeli. To je bilo pa tudi. Jaz bi rad še edino to povedal, zelo dobra se je vsem zdela pač ta ideja, da bi odprli nekakšno kavarno za mlade, kjer bi v bistvu lahko združevalo več stvari, to, kar je Anja tudi rekla, se pravi prostore za rojstnodneve, zabave, za plese, za diskoteke, v bistvu vse bi bilo lahko združeno v enem objektu. Pač ta kavarna za mlade bi bila lahko tudi, recimo, se pravi, oziroma bi mogla biti brez alkohola, kar bi povečalo varnost in s tem tudi verjetno bi bilo več strank oziroma več mladih bi se odločili za obisk tega lokala oziroma bi starši pač imeli občutek varnosti za mlade in bi jih pustili rajake. Potem pa recimo imeli bi pa v tej kavarni oziroma v tem prostoru lahko tudi več različnih dejavnosti, sprav recimo tematske večere, večeri glasbeni oziroma kaj takega, tako da bi bilo lahko res več stvari združeno v enem takem prijetnem prostoru. Pa omenili so tudi pač, da bi bilo dobro, da bi res to kavarno naredili v Komendi, kjer bi bil naprimer tudi zastonj internet, naprimer PlayStation, biljard, vse te igralne avtomate, ki bi pritegnili mlade. Pa mislim, če bi se tam družili, da bi mlade zelo pritegnili, da naprimer od tej starosti iz osnovne šole do gimnazije, nek bi bil pa pač ta prelom od naprimer mlajših do starejših, ki jih ne več toliko zanima. Pa sam še tole bi rad povedal, v bistvu so bile tudi pobude na to, da bi v bistvu za gledališke dejavnosti, se pravi dramski krožki, da je veliko zainteresiranih pač, ampak nimajo ali pač teh dejavnosti, ali pa nimajo informacij o tem, kje bi se dali svoje pač talente uporabljati, in da bi dobili pač nekoga, ki bi bil z njimi pripravljen naštudirati kakšno gledališko predstavo in da bi to lahko predstavljali in v bistvu pod to lahko štejemo ne samo zabavo za njih, ampak tudi za gledalce in tako v bistvu bi bilo to res ena fajn stvar za tiste, ki so zainteresirani. To je tudi vse. Ja, krasno. Hvala za, gledajte, kaj ne rečem, no, kab mi po mojem z glave ven moje misli jemal, no pa si bom, dovolite, da vam na vse tole res rade volje odgovorim.
Prvič, no bi pa rad vprašal, Bog ne daj, da mi zdajle, Mira, rečeš, da še zmeraj koše dol pobirate med počitnicami. Ne, koše ne, goli so bili. Če je to res, gledajte, jaz se spomnim leta nazaj, sam sebi nisem verjel. No, sam sebi nisem verjel, da so ob šoli na igriščih začeli pobirati koše dol med počitnicami, ki se mi je zdel, da, ne vem, da je skregan s pametjo. No, zdaj upam, da zdaj tega ni več. Glejte, nogometna igrišča, no, imamo nogometno igrišče v Mostah, pa pravite, da je slabo, pa tak samo, sem pa zdi, da ga zelo malo uporabljamo. Eni sploh ne vejo, da je v Mostah zraven šole čist primerno nogometno igrišče, samo ker ne vem, zakaj ga za svojega ne vzamete, ali pa ga ne vzamejo, to je tako. Igrišča poleg osnovne šole tle v Komendi, nažalost, gledajte, nažalost je naša država še zmeraj toliko trda, da ne spusti ene gredice krumpirja ali pa koruze na račun povečanja šolskih igrišč za živo glavo, so včasih rekli. Tega enostavno ne dobiš, da bi mi lahko razširili ob šolskih igriščih še z 10-20 metrov, gledajte, to je utopija. Mi smo se nekaj časa zaganali, mislili so tudi tam normalni ljudje, samo danes nažalost lahko rečem, da niso. Ker če bi bili normalni, bi nam pustili, da bi vsaj za 10-20 metrov še ta zemljišča odkupili lahko in jih preko prostorskega plana drugače opredelili. Ne, ni šlo. No, in moram z veseljem vam povedati, se sem že velikrat povedal, preko 40 000 kvadratnih metrov. To je ogromne površine. Imamo že kupljene samo čez Pšato, tle v Komendi, in zdajle delamo že vrtine, kdor je opazil, so že vrtine narejene, kjer se tla preizkušajo, ker delamo projekte za most. No, in v naslednjem letu, mogoče že letos jeseni, bomo s gradnjo mostu in pločnika in ceste tle od šole naravnost, recimo od semaforja, prek Pšate že začeli graditi. Tam bo tudi že prej omenjen štadion, kjer se bojo gotovo mladi lahko narekreirali, pa ne si bo to nogomet, rezervno igrišče za nogomet, tam bo tudi ploščad za košarko, tam bo bazen načrtovan, kdaj ga bomo delali in več takih zadev in normalno tudi veliko parkirišče, ki bo istočasno za ves tudi za hipodrom služil in tam na desni strani, pa v tistem gozdičku pa že velikrat omenjen, pa tudi slišan dom za starejše občane. To, kar se igrišč tiče, pa se zdi, da bomo doživeli pa recimo v parih letih ali pa v naslednjem mandatu. Ples se mi zdi, ja, je absolutno potreben in se mi zdi, da ni mladega človeka, ki si ne bi želel dobro pa lepo plesati, pa če pa se mu še to ugodi, je pa ena, se mi zdi, najlepših zadev, kar se športa tiče, kjer se sploh mladi srečate. Se mi zdi, da zdaj res v šoli si to lahko prvošte, dajte si probati organizirati, se mi zdi, da prostore imate, tako v Mostah kot v Komendi, pa da si boste nekaj časa lahko pomagali. Bom zdaj eno bogokletno zadevo za nekatere rekel, pa se mi zdi, da ni toliko daleč stran od resnice in se mi zdi, sej na glas jo še nisem povedal, no pa jo bom kar zdajle. Ta klub za mlade jaz zdajle trenutno vidim v Bobi baru, samo ne v taki obliki, ki je zdaj, ampak da občina te prostore odkupi in vam jih da v upravljanje, v uporabo, takšne kot so, seveda vam zraven tudi pomaga, da si za tiste potrebe, ki jih imate vi, ki so gotovo drugačne, kot so pa zdaj tudi skupaj preuredimo, vam tam omogočimo z mentorji vse te dejavnosti, za katere se boste pač zanimali in še lažje pa lahko pa odgovorim, pa na tisto, to je pa moj hobi oziroma moj del življenja, ki sem ga kot mlad si izbral v dvorani, to je pa dvorana. Projekti so že zdaj toliko daleč narejeni, da jih bomo morebiti že čez kakšen mesec razobesili, da bomo pripombe vseh in mladih in starih začeli pobirati. Dvorana se bo preuredila v majhen teater,
praktično tudi za kino, tam okrog 180 stolov, to kot jih je zdaj, bo noter, seveda, čist drugačne oblike, oder se bo preuredil, za odrje se bo preuredilo, zato ker se bo ta dvorana pokrila s ploščo, nad to ploščo bomo imeli sejno sobo in več pisarn, tako da se bo za odrje ponovno vzpostavili v tako stanje ali pa v tak namen, kot je bilo že pred leti, takrat, ko smo občina ratali, nismo imeli prostorov in smo si pisarne naredili prav z tistih prostorov, ker najbolj kodru pašajo. No, vse to bomo povrnili dramskim sekcijam oziroma tistem, ki bi rad se na kulturnen, ali pa to mu pravimo zdaj pač te kulturne dejavnosti, ki bi rad prosti čas tam prebivali, da jim bomo dali, no, da ne govorim v sami avli, kjer bomo druge večere lahko prirejali druženja, tudi starejši, normalno pa, da bo dom odprt pa za vse. No, takrat se mi zdi, če bi se to in to, gledajte, to ne bom rekel, da je možno čez 5-10 let. Ne, to jaz načrtujem za zdaj, to je doba 2 let. V letu 2008 bi vse to, kar zdaj govorim, lahko že bilo, no, in se mi zdi, da je to ena tistih zadev, ki bi v komendi probleme, kar se tiče mladih in tudi nas starejših, ki imamo radi tiste, ki imamo radi dvorano oziroma oder, zdaj nič več gor na odru, ampak z nasprotne strani, da nam bo bolj kvalitetno življenje prvošilo. No, s tem upam, da sem odgovoril na vse vaše pomisleke oziroma priporočila. Mi je pa tako, gledajte, to mi je tako domač, ki bi se leta res hitro minejo, pa tudi, ko se postaramo, se še vedno lahko spomnimo, kaj nam je bilo, takrat smo bili tokle stvari gotovo najbolj všeč oziroma potrebna in jaz upam, no, da če bom imel možnost, da bom to, o čemer sem danes govoril, tudi lahko v naslednjem mandatu to tudi izpolnil. Hvala lepa, to je zelo spodbudno slišati. Zdaj bi pa res vprašala občinstvo, ali ima kdo kakšno dodatno vprašanje, idejo? Barbara, gospa Mija. Par misli, mogoče idej celo. Najprej bi rekla glede županovih predstavitev, delovanja raznih takih interesnih skupin po teh naših manjših krajih, pa sem ob tem razmišljala, sej problem niso tisti, ki se znajo organizirati, ne? Ki znajo pač najdeti dobro in zdravo zabavo, ne? Vedno so problem tisti, ki tega ne znajo najdeti, ne? In pač mi starši, naša družba, smo vzgojili otroke, ki so zdaj mladi, ne? In jaz mislim, da mi odrasli nosimo velik del odgovornosti za to, kako se naša mladina pač zabava, ne. Sej jaz čist priznam, da recimo mladina danes noče sodelovati. Jaz sicer vem, da je bilo že v mladinskem društvu težko najti mladino, ki bi sodelovala na tem nesrečanju in tako, a ne. Ampak mi smo jih vzgojili, mi. In mi nekaj naredimo za to, da bojo drugačni, a ne. To je tisto, kar se včasih pač pozablja v naši družbi. Sej, mogoče sploh niso potrebne, ne vem, kakšne megalomanske akcije, ne vem, kakšna vlaganja, ne vem, kakšnih sredstev in česa, a ne. Včasih so rešitve zelo preproste. Mogoče včasih premalo poslušamo mladino, kaj si želi. Ob tem, ko ste predstavil to, da je celo strokovnjaka, če se prav spominjam, je bil to dr. Albert Margole, ne, da to ni zaživelo. Mogoče, on je velik strokovnjak, mogoče pa si mladina ni takrat tega želela. Mogoče si tega ni želela, ne. Sej, jaz sem zelo za to, da se zabave, da se dejavnosti za mladino vodijo, usmerjajo, ampak vse njih moramo poslušati.
Ker tako, če kar v globalu pogledamo, je današnja mladina kar zelo razvajena. A ne? In smo spet pri tistem, razvadili smo jih pa mi, naša družba, celotna. A ne? Mogoče pa ena ideja, a ne? Bi pa na predsednika društva upokojencev dala tisti, ki imamo zdaj pač družine, smo obremenjeni, služba, vse te stvari. Upokojenci pa recimo, ne, čeprav pravijo, ne, nimam časa, njihov slogan, ampak mogoče je pa na njih, da organizirajo po majhnih vaseh kakšna takšna družabna srečanja, a ne? Ali pa kakšne prireditve, ali kaj jaz vem, včasih je bilo to zapusta, ali pa v kakšnih drugih takšnih praznikih, a ne? Mogoče bo pa še v kakšni vasi kaj takega zaživelo. To. Hvala lepa za ta prispevek. Ravno to smo imeli v mislih, to, kar je gospa Mija Dobnikar zdaj predlagala, to medgeneracijsko sodelovanje. V vsej teoriji, ki sem jo prebrala v zvezi s to okroglo mizo, pa tudi same prakse na več ravnih, vidim, da mladi imajo ideje, imajo iniciativnost, velikokrat pa jim tudi zmanjka potem izkušenj, predvsem tega nimajo. In velikokrat bi potrebovali odraslo osebo, ki je stalno prisotna, ki ima srce za mlade, ki jim zna prisluhniti, ki jim zna pomagati, ki jih zna usmerjati. In mislim, da bi bilo treba razmišljati v tej smeri in to bi jaz dala v razmislek, res društvo upokojencev, pa tudi občini, če bi bilo možno najti morda tudi kakšna sredstva za mogoče tudi kakšno nagrado za tako osebo, ki bi bila stalno prisotna za mlade in da bi po eni strani poslušala njihove želje, potem jih spodbujala in seveda tudi usmerjala in bila nekakšna vez med tistim, se pravi med tistim, ki ima škarje in platno in pa seveda med mladimi. No, mogoče na to idejo, ki sem jo zdaj slišal, to je, moram reči, ena nova ideja. Do zdaj o tem nismo razmišljali, ker na koncu koncev smo se veliko organizacijskih stvari vključevali okrog sebe, same svoje zadeve, to se pravi predvsem v kulturo. Je pa resnično zanimiva stvar, vendar se mogoče v tem trenutku, prav v tem trenutku mogoče malo bojim nekega generacijskega tega nekje, kako bi temu rekel, malo te globine generacijske. Mogoče nas mladina tako druga, razen svojih otrok oziroma svojih vnukov, v tem smislu ne bo sprijela. Mogoče je to, ta trenutna bojazen, ali pa se motim, ne vem. Torej, zanimiva ideja, o tem še nismo razmišljali, mislim pa, da je prav, da tudi o tem razmišljamo. Ne vem na kakšne obliki, ampak potrebno se je pogovoriti. Ja, lahko tle, gledajte, ne morem, jaz sem pač tak, da moram povedati, no, mene pa to moti, kdo se nas bo bal, ali pa, da moramo vzgojiti otroke, da bojo drugačni. Ne, gledajte, mi jih ne moramo zdaj drugačne delati taki, ki so, smo jih mi vzgojili, se so zraven nas gor zrasli. Se pravi, da moramo mi te prvo nas same spremeniti, da bojo oni nas posnemali. Ne, da jim bomo mi zdaj s prstom kazali, kaj je prav. In jaz mislim, da to medgeneracijski program, no jaz bi tle morbiti svojo ženo mal izval, da bi nam morbiti par besed o tem rekla, ker prav Janez, da to ni živo, da na tem ne delamo. Delamo na tem, prav med tem medgeneracijskim programom ali pa tudi že šolo, vrtec, pa društvo upokojencev je treba povezati, na tem se dej že dela in to ni več novo za nas in se zdi, da otroci nas ne smejo bati, če se Bog ne dej, no mislim, je kar groza, da se pravi, da je poj z nami nekaj narobe, da mi nismo znali živeti ob njih, vsaj jaz imam tak občutek, jaz se jih čisto nič ne bojim, meni kvečem prijajo, se sem jih od doma navajen, no in to, da bi jih mogli mi učiti, to me je najbolj, to moram povedati, mi jih nimamo kaj več učiti.
mi moramo jim biti zgled, mi moramo, jaz pravim, v šoli lahko 100-krat povejo, da je lepo staro mamo prijeti pod pazduho, pa jo čez cesto pelati. Samo 100-krat jim lahko povejo, pelal jo bo samo tisti, ki je že svojo mamico ali pa ata videl, da je pomagal, kadar so šli na sprehod, brez da mu v šolke povejo. No. Saj moje mnenje je tako, pa dajmo še enkrat, mi jim dajmo vzgled, pa taki otroci bojo pošli v svet in jaz še enkrat bom rekel, nikoli se ženo nisva bala za otroke, čeprav so v 5 ali pa ob 6 zjutraj dan hodili, res, to pa moram reči, nikoli nisva na uro gledala, zato ker sva jim zaupala. Hvala. Zanimiva je osnovna abeceda zabave ali pa sprostitve, kajti za zdravo zabavo pravijo, da kdor se ne zna zabavati, kdor se ne zna sprostiti, tisti ne more ohraniti zdravja. To se pravi, zabavati se moramo. Ampak osnovna abeceda, ki se začne že v otroštvu, da se zna nasmejati. Koliko prisrčni smehi ob vsem mogočem znajo ravno ti najmlajši otroci. Potem, da imajo dovolj možnosti za gibanja, da tudi tam so sproščeni ne samo ti šport, strukturirano delo, tekmovanje, ampak da lahko se naletajo, kolikor se hočejo. Nadalje, da se lahko naplešajo v vseh obdobjih, pa ni potrebno to ne vem kaj velikega, lahko so tako, kot smo včas plesali račke v vsaki hiši, ker je bilo to aktualno in moderno, morda pa bo zdaj kakšna druga taka glasba, ko bojo spet lahko od družine, pa do klubov, pa do vsega drugega. In pri vsej tej abecedi naj bo pa samo en poudarek in mogoče naj bo tudi naša misel za vzgojo. Torej, nobena zabava, nobena sprostitev ne sme izhajati iz potrebe po pozabi in omami. Potem bo zdrava. Hvala. Že pred 2 leti mislim, da je predlagala to sodelovanje med starimi in mladimi in mislim, da na tem se že pač nekaj dela. Sicer je res verjetno še to v takih začetnih fazah, da večina še ne ve za to, ampak ta medgeneracijska sodelovanja oziroma priprave, ki jih zdaj imamo, sicer je to bolj med staro populacijo in srednjo, sam nameravamo pa ustanoviti krajevni medgeneracijski center, kjer naj bi prav te viške potencialov, ki jih ima stara populacija, porabili v te namene, da bi prenašali to na mlado populacijo. In to naj bi se v tem krajevnem medgeneracijskem centru tudi dogajalo. Ker vemo, da upokojencev je zdaj zelo veliko in zelo veliko tudi teh aktivnih, z veliko izkušenj, veliko vedenja in mislim, da je to res treba prenašati na to mlado generacijo in to sodelovanje med mlado in staro v tem krajevnem medgeneracijskem centru, kdaj bo zaživel, jaz upam, da je v pol leta, v 1 letu in dekle res se, tako kot je rekel Tomaž, se nimamo kaj bati enega drugega, ampak samo veseliti tega sodelovanja. Samo treba je pa res te stvari strukturirati, organizirati, imeti strokovno vodstvo, predvsem to je zelo pomembno strokovno vodstvo in mi mislim, da ga imamo, Inštitut Antona Trstenjaka je usposobljen za take naloge, tako da tle se bo korak naredil naprej. Predlagam pa še za mladino, za mladinsko društvo, tudi od tega Alberta Margoleta. On je en aktivist, mislim, da ga verjetno da poznate, no in tamle imam jaz tudi eno njegovo knjigo, kjer opisuje to neformalno delo z mladimi, neformalno delo mladih in mislim, da je tle tudi nekje, tudi v prihodnosti ena vizija, konec koncev tudi te kavarne, ker jaz zelo težko slišam kavarno, da mladi hodijo v kavarno, sam zgleda, da ste pač navajeni zdaj teh bolj kavarne. Jaz mislim, da mladinski center je tisto, kjer naj bi se to družilo, kjer bi vi imeli te potrebe, ker ste jih izpostavili, ker vsekakor je prav, da jih imate in na nas pa je, da vam to omogočimo. Sam mislim, da je to mladinski center, ne pa kavarna. To je moje mnenje. Hvala. Jaz mislim, da je čisto vse en kako si da se bojo zdravo in sigurno, ampak še vse kavarna je kavarna, ne? Ja, res je, drugače res ne. Če ostane samo pri kavi in tudi čist nič drugega. No, glede izraza kavarna, no to mi vemo, da imamo internet kafe, a ne, recimo to je splošno uveljavljen izraz v tujini, kjer se internet, pač je dostop do interneta, mislim, da od tu prihaja in da ni mišljena ta kavarna v našem klasičnem smislu. No, jaz bi samo želela dopolniti,
tisto, kar sem jaz prej rekla v zvezi z medgeneracijskim sodelovanjem, jaz sem tukaj mislila še drugo obliko poleg te, ki že poteka. In sicer tako medgeneracijsko sodelovanje, kjer bi bilo, kot ste že gospod župan omenili, da je bil mentor določen mladini. In se pravi, v tem smislu mentorstva mladini in pa pomoči mladini tiste recimo usmerjanja in pa prenašanja izkušenj aktivne populacije na mladino pri izvajanju njihovih projektov, ne? Ker mladina je danes, kot smo danes že tudi slišali, prezgodaj začenja, prihaja v svet odraslosti, ne samo po načinu življenja v smislu razvoja, ampak tudi po načinu stresnega in pa drugačnega življenja in obremenitev. In zato, ker če ima mladina toliko obremenitev, je zelo težko konzistentno voditi projekte, če nimaš vedno odrasle osebe, kot sem rekla, ki zna prisluhniti, da se obrneš, ko prideš do problemov, da se dajo problemi rešiti in grejo zadeve naprej. Sicer pa je mladina veliko preveč obremenjena s svojimi obveznostmi, kakor jaz pač poznam mlade, delam, pač imam sama mlade in tako naprej, vem, da je treba, da je odrasla oseba poleg staršev še mladini tudi na razpolago in zato sem razmišljala tudi sama v smeri, da bi občina pravzaprav oziroma društvo upokojencev, koliko bi bilo prostovoljno, če bi med 800 člani zelo aktivnimi in sposobnimi se našel morda kdo, ki bi bil dejansko pripravljen prevzeti takšno mentorstvo, ampak dala sem to v razmislek. In tako da zdaj ne bi mogoče niti na to še karkoli, pač to je ideja, lahko pa seveda mladi poveste svoje mnenje, če se vam zdi, da bi sploh rabili kaj takega, ne, mogoče tudi ni ta ideja tista, ki bi bila najboljša, ne. Torej, ja. Glejte, jaz moram povedati, da takrat niso bili tam mlad krivi, da nam takrat ni ratal z gospodom Albertom. Takrat smo bili mi krivi zato, ker nismo bili sposobni. Res, vzpostaviti stika med njimi in med recimo tem mentorjem. Ne, nismo znali, no jaz kar priznam in takrat mi smo začeli s to občino, vržen smo bili not v ta korit, ker mu nismo bili dorasli. Sicer smo nudili, ker smo nekaj hoteli, samo zato je treba tudi prav ponuditi. Res, morda takrat nismo znali in Bog ne daj, da v kakšnem mislu, da so bili takrat mladinci tisti, ki niso znali to izkoristiti, ker smo jim ponudili. Morda jim nismo znali prav ponuditi še danes, no, ker veliko več vem o tem, po mojem, da danes bi mi že ratali, no takrat nam pa ni. Ampak pač poskušali pa smo, saj ne smemo imeti slabe vesti, da probali nismo, ne? Ne smemo. Ja, meni se zdi ta ideja v redu, da imamo imeti nekega starejšega, ki nas bi malo usmerjal, če bi nam šlo malo za nohte. Je pa drug problem, ne. Se mi tudi soočamo, dostikrat pridemo takole v kakšno od vaških šteri in v poznih urah pristopijo razni mladi, mogoče že malo upiti, in nam predlagajo razne zadeve. Zakaj ne naredite tega, zakaj ne naredite tega, zakaj ne naredite tega? Mi rečemo, v redu, saj recimo ena od 5 idej je res super, ostale so bolj specifične. In rečemo, zakaj pa ne bi ti jih nam prišel, pa bi vodil projekt, mi bi ti pa pomagali z veseljem, rabimo nove člane, zmeraj jih radi sprejmemo, pridite, bomo pomagali. Ampak ni odziva, nihče ne pride. Mladi nima interesa sodelovati pri tem. Jaz govorim o mladih od osnovne šole naprej, srednja šola. Ja, srednja šola, ne. To je problem in tudi zato okroglo mizo sva z Benjaminom intenzivno iskala sogovornika iz srednje šole oziroma Benjamin Dobnikarjem, ki bi lahko kaj več povedal, sva ga dobila in je v zadnjem trenutku odpovedal. Sicer je rekel, da je bolan, ampak ne bom se v to vtikal. In nimajo sploh interesa sodelovati pri tem in jih je težko spodbuditi. Sama miselnost je taka, da kar se dela zastonj in v društvu, da ne prenese nobenega doprinosa. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz, odkar delam pri mladinskem društvu, jaz se veliko naučil, veliko sem organiziral, veliko vidiš, kako je z ljudmi delati in ostalo. In jaz vem, da je velik doprinos pri tem in da se mi bo to tudi daj obrestvalo naprej v življenju. Isto je Dani prej povedal, že v vodu, ki je rekel, da mu ni žal za to, kar je naredil, ne? In to je problem. Mi v društvu jim ne moramo ponuditi plačila. Mi jim lahko ponudimo, da osebnostno rasajo, ampak oni tega ne razumejo. Ta družba, srednja šolska družba, veliko preveč daje na to zabavo, kasneje domov prideš, več ga spiješ, boljši si.
preveč je tega. Oni pridejo drug dan v šolo, oziroma pa po vikendu pridejo v šolo, ti kdaj si pa ti v soboto dan prišel. Jaz sem pa kasneje in sem zdaj boljši. Ne? In tega je vse preveč v srednji šoli. In tako je, s tem sem se tudi že jaz srečeval in se tudi vsi tako srečujejo. Ne? In žal nočejo sodelovati. Jaz tudi malo mogoče apeliram na osnovno šolo, ker pač ti ljudje pride z osnovne šole v srednjo, da vse lepo tudi recimo Žiga tukaj, ki je tak, recimo, ki bi rad sodeloval v tem. Imaš pa polovico šolarjev, 7., 8. razred, ki pa že hodijo v te šterije po komendi in ima že drugo miselnost. In ko pridejo v srednjo šolo, bojo naprej isti. In jaz mislim, da bi mogli društva veliko bolj sodelovati z osnovno šolo, mogoče zadnje 2 razreda, da bi se čim bolj vključevali te 13, 14, 15 letniki, ki so 13, 14 je 7., 8. razred, 14, 15, da bi se čim več upeljali v društva, da bi čim več spoznavali društva, da se vidi, kaj se tam dela, da bi mogoče čim več promovirali to. Ker društva so dobra stvar, mislim, vsaj tako jaz vidim. Jaz sem veliko odnesel v društvo in mislim, da bi lahko tudi ti šolari se marsikaj naučili v društvu za naprej. In bi tudi spoznavali društvo in bi videli, da to ni brez veze. Mogoče, no. Jaz ne vem, jaz bi tudi Žigo povabil k nam v društvo, če hoče, zato ker in tudi ostale punce. In je pa malo takih, ki bi direkt z osnovne šole prišel v društvo in bi rekel, jaz bi pa rad delal. Ne. Veliko je več takih, dajte to narediti, dajte narediti, a boš pomagal? Ne bom, ker ne vem, ali se mi ne da, ali bom doma igrice igral na računalnik, ker je najbolj pogosto zabijanje časa zdaj. In to je to, no. Ja, jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno prevzemanje odgovornosti. Eni se tega zelo hitro, eni so pa dosti nezreli in to kasneje spoznajo. Res pa je, da je treba, da v bistvu starejši ponudijo roko in tukaj mislim, da če mladinsko društvo to želi, je smiselno, da se jih potem privabi. Tako da najbrž mlajši ne bodo starejši tisti, ki bodo zgled, pa v bistvu iskali tudi njih, pa povabili. Tako da jaz mislim, da tukaj ni problem, je pa res, da to, kar jaz vidim, da polovici bom rekla, da so že v osnovni šoli zelo obremenjeni z vsem in z interesnimi dejavnostmi, tako da je problem časa tudi pri njih že, tudi pri osnovni šoli. Sploh s tistimi, ki so pripravljeni delati take stvari. Saj sem rekla, tukaj so eni bolj zreli, eni pa manj. In je tudi na vaši strani to, da v bistvu povabite, rečete, pridite, in jaz mislim, da ne bo problem. Sploh tistih, ki so pripravljeni, so zainteresirani za take stvari, ker mislim, da jih je kar nekaj. To sem mislila. Drugače, druga društva se pa vključujejo, od nogometnega društva, košarkaškega in tako naprej. V bistvu bom rekla, da je 3/4 takih v osnovni šoli, ki so vključeni nekam, vsaj v eno dejavnost v občini, od skavtov do vseh društv, ki so. Mogoče res to mladinsko društvo, da to tukaj ni bilo povezave do zdaj. Lahko spremenimo. Ja, to je zelo dobra ideja, se strinjam z njo. Jaz bi rače nekaj povedal. V bistvu glede tega mladinskega društva, mogoče je res tega malo premalo v bistvu reklame, še posebej v osnovni šoli, da bi nekateri sploh ne vejo recimo za mladinsko društvo, nekateri vejo, da je, pa so zainteresirani, pa ne vejo, kako bi noter prišli. Je pa pač dosti takih, ki hočejo pa zahtevajo recimo od mladinskega društva ali pa kakšne druge ustanove, ali pa kaj drugega, pač zabavo in te možnosti za zabavo, v bistvu pa noče za to nič narediti. Se pravi, kakor si že ti prej rekel, nekateri, ne vem, imajo dobre ideje, ampak potem noče to naprej razvijati, hoče, ne vem. Prevzemanje odgovornosti tukaj je bistveno. A je pripravljen za to tudi nekaj narediti, pa nekaj vložiti, ali je v bistvu samo blef, Druga stvar, ki bi reče povedal, pa glede tega mentorstva. Mi smo povedali, da to mentorstvo mi hočemo in da v bistvu, če bi dobili ta prostor za mladinske zabave, da mentore tudi potrebujemo. Zdaj, kdo bi bil to, se potem pač naprej bi lahko dogovarjali, ampak v bistvu so mnoge prednosti za tega mentorja. Prva stvar je pač, da je to nam lažje in da enka nas skrb drži, pa nas organizira, pa tako. Druga stvar je pa tudi varnost in v bistvu zaupanje staršev v to, da zna poslušati, da zna prisluhniti mladim pa njihovim željam.
No, tle bi jaz lahko pritrdil, gledajte, če kdo zna poslušati, bom znal to jest. Ker jaz sem bil tudi, ko sem bil tokle star, ne vem, kako sem kar postal predsednik mladine, pa sem bil pa 19 let star, sem bil pa predsednik prosvete, pa tja, kaj jaz vem, sem se poročil. In jaz bom še zdaj lahko po mojem tle, mojemu takrat mentorju, Janezu Kimovcu, lahko rekel hvala, ker mi je, pa ne boste verjeli, s čim mi največjo moč dal, še danes se mu čudim, kako je enemu otroku tam zaupal kompletno dvorano. Jaz sem bil edini, ki sem skrbel, ki sem vključe od te dvorane, ki sem jo poj tudi preurejal, no in je taka zdaj ostala 30 let, ki me spet čaka, da če me boste naklonjeni jesen, da jo bom lahko drug let, po 30 letih ponovno renoviral. Jaz se še danes čudim in to mi je tako moč dajal, da sem jaz ne boste verjeli, ker sem plačo dobil, sem šel v trgovino, smo kupili barvo, čopiče in to smo delali po dvoran, se to je bila dobesedno naša. No, in to bom znal tudi ceniti pri vas, kadar se boste ali pa kdorkoli se sprav, pa da pokaže, da ima voljo nekaj sam narediti. Ja, občina more poskrbeti, da to lahko naredite. Denar ne sme biti tisti, ki prevaga, da zato ne morete vaše želje ali pa vaših idej uresničiti. Seveda se ne moramo res, ker je njih ne vem kakšnih plezalnih sten, pa tak še dela umišljati. Bojo prišli časi tudi za to. No, sam zdaj je občina še zmeraj mehen obremenjena pač s to infrastrukturo, ki smo bili res podhranjeni, ampak to jaz vas bom znal zastopati, ker če v tej imeli ideje, vedno ste dobrodošli pri meni. No, sej upam, da tisti, ki ste hodili k meni, še ni šel ben prazen z pisarne. Jaz bi še nekaj prebrala, kar sem si izpisala in sicer tole me je pravzaprav spodbudila diskusija tudi Grega Krmavnarja, ki je rekel, da ljudje niso pripravljeni nič več zastonj delati, pa prej sem slišala izraz razvajenost in prevzetnost. In sicer dr. Ivan Štuhec pravi v Dnevniku 6. januarja 2006. V tej potrošniški blaznosti bi si bilo treba izmisliti način praznovanja brez daril. Recimo tako, da Sveti Miklavž iz Slovenije s pomočjo otrok in njihovih prihrankov pripravi darila za Miklavža v eni od drevnih afriških držav. Medtem ko se slovenski otroci večinoma kopajo v prevzetnosti, mnogi po svetu umirajo od lakote. Ugovarjali boste, češ, saj je prav v decembru veliko dobrodelnih akcij. To drži. Še bolj pa drži, da je bistveno več akcij za nekontrolirano potrošništvo. Dobrodelne akcije v takšni potrošniški kulturi dejansko izpadejo kot tolažilno slepilo za našo zahodnjaško požrešnost. Trend bi lahko spremenili le tako, če bi ves medijski prostor ubiral drugačne strune in ljudi motiviral k razumni uporabi dobrin. Če se mediji po tragediji v Pirničah sprašujejo, kdo je odgovoren, da se je to lahko zgodilo, potem bi se morali najprej vprašati, koliko so odgovorni mediji sami, ki neprestano na vseh ravneh propagirajo kulturo svobodnjaštva, ki po naravi stvari doseže svoj vrhunec v anarhičnosti in agresivnosti. To je citat, ki se mi zdi, da veliko pove in daje tudi nekatere odgovore na ta vprašanja, ki so bila danes tudi tukaj slišana. Torej, da so mladi, da smo odrasli različni, da so mladi različni, da smo vsi mi odgovorni za vzgojo mladih in ne samo starši, tudi šola, tudi občina, medijski prostor in vse javne inštitucije. Torej, treba bi bilo delati celovito, vendar mi smo tukaj v naši občini, na ravni občine, pa lahko naredimo toliko, kolikor pač zmoremo. Mi seveda sveta ne bomo spreminjali, vendar danes je bilo slišanih veliko zelo lepih pobud. Mladi ste povedali svoje želje, mislim, da so bile ideje res odlične. Izraženo je bilo, da mlajši mladi, posebej mlajši mladi, potrebujejo mentorstvo. Potrebuje se medgeneracijsko sodelovanje med mlado generacijo do osnovne šole in starejšo generacijo po osnovni šoli in naprej in seveda potem srednjo in pa še najstarejšo generacijo. Občina je dala, župan je v imenu občine obljubil in jaz mislim, da bo svojo obljubo tudi izpolnil, da mu bo tudi najverjetneje dana možnost, da bo občina prisluhnila mladim in mislim, da je bilo res veliko idej, ki jih je treba strniti v konkretne pobude in da bomo lahko
če bomo le iz te današnje okrogle mize potegnili neke zaključke, tudi realizirali, da ne bi besede ostale samo v zraku. Toliko bi jaz imela za povzetek tega, kar smo do sedaj slišali. Če bi pa še kdo želel besedo, mu je pa z veseljem dam. Ja, gospod Grošelj. Hvala lepa. Če mene zdaj vprašate, ali je zabave za mlade v Komendi dovolj ali ne, lahko z zagotovostjo trdim, da ne. Jaz mislim, da nas je tle noter kar nekaj takih od starejše generacije, od gospoda Janeza, župana in še koga, ki smo v svojih letih zelo veliko delali na področju zabave ali na mladinskih plesih, raznih akcijah, športu in tako naprej. In če se vprašamo, kdo je kriv za to, da Komenčani nimajo, naši otroci nimajo dovolj zabave, bi jaz rekel, da so si pretežno krivi sami. Pričakovati, oziroma za dobro zabavo ali za zabavo je treba nekaj narediti. Tako kot so že mladi sami ugotovili, je zelo težko dobiti nekoga, ki bi bil pripravljen kaj narediti. Vsi bi se zabavali, vsi bi prišli na Postlano, vendar za to ne bi nihče nič naredil. Najlažje je iti, ne vem, v gostilno, v diskoteko, potegniti iz žepa po možnosti očetov ali mamin denar in se zabavati. In dokler bo miselnost taka, da bojo mladi, večina njih, samo pričakovali, da bojo njihovi vrstniki, peščica njih, delali v njihovem imenu, potem toliko časa bo zelo težko kakršnokoli obliko zabave v Komendi delati. Zdaj, če gremo na konkretne pripombe mladih, tle je bila pripomba po nekem skupnem športnem prostoru oziroma igralni ploščadi. Mi smo se pred časom, pred leti prizadevali, da bi ob košarkarskem igrišču na hipodromu postavili igrišče na mivki. Žal nismo prišli z enim od klubom skupaj in ne vem, ali kdaj bomo. Zdaj je bilo vprašanje nogometnega igrišča. Vemo, da za šolo pač iz določenih razlogov ni bilo možno postaviti večjega igrišča. Predlagam, jaz mislim, da bi bila to dobra rešitev. Vem, da je to igrišče v Komendi na hipodromu v zelo slabem stanju, posebej kar se tiče asfaltne površine, in da mladi rabijo imeti neko nogometno igrišče, kjer se bojo lahko prosto udejstvovali, ker vse ostalo je nekje rezervirano za klubske dejavnosti. Mislim, da z minimalnimi stroški za par let, verjetno, da par let se še ne bo gradilo v centru Komende, da se ta ploščad preplasti z asfaltom, in mislim, da za prvo silo, za par let bi lahko bilo za to nadomestek nogometnega igrišča, da bi bil kar ustrezen. Še posebej, ker vemo, da hipodrom kot tak že privablja veliko bolj kot recimo igrišče na Križu ali v Mostah. Mogoče bi to bila ena od rešitev. Vsekakor pa mislim, da poteza je na mladih, ker jaz sem prepričan, da župan in občinski svet bo pomagal najti sredstva in potrdil zadevo, oziroma se trudil, da se zadeve speljejo, kakršnekoli bojo predlagali, ampak predlogi in pa prva pobuda mora prihajati od mladih, ker če ne bo od vas, pol bo tudi pri nas malo težje skozi priti. Tako da roka je ali pa stvar je na vas mladih. Hvala lepa. Hvala lepa še za to dodatno pobudo in pa spodbudo mladim. A je še kakšen odziv? Ja, tam imamo še dve osnovnošolski predstavnici. Boste še vidve kaj povedali, dve Barbari? Kar. No, jaz bi povedala še nekaj o tej kavarnici, to sem se jaz spomnila, ker se mi zdi zelo dobra ideja. To jaz nisem mislila tako, da bi mi stregali samo kavo, ampak recimo, bi šli recimo na sok ali pa, kaj pa vem, recimo tako po šoli, recimo, če se zdaj vprašaš, kam bi šel jaz na sok ali pa na vročo čokolado, ne vem, v Bobby bar, ampak tam je tako, jaz rih ne grem rada, še nisem bila, ampak pač. Pol, kaj bi še imeli v tej kavarnici, bi bilo recimo še za biljard ali pa, ne vem, kakšni igralni avtomati.
Pa mislim, a ne, da pol, ko si ti že starejši, pač v srednji šoli spoznaš nove prijatelje in pač v občini, a ne, pol bolj že v Ljubljano hodiš. Pa tako. Ker pač, mislim, občina te ne omejuje, a ne, in mislim pa, da vsem bi pa tudi potem v tej kavarnici šel še s starimi prijatelji kdaj na sok, pa tako. Tako da ta kavarnica se meni zdi res dobra ideja, pa mislim, da tudi toliko stroškov ne bi bilo, pa kakšen prostor bi se še našel. No, to. Hvala lepa za to pojasnilo te pobude. Še kdo? Še? Ja. Jaz imam sicer eno vprašanje, mogoče za gospoda župana. V bistvu teh pobud za preživljanje prostega časa, razne ploščadi ali pa prostori za zabavo, pa to je zelo velika. Ne? Recimo tudi v šoli, predvsem jaz zdaj govorim za osnovno šolo, našo recimo. Ampak zdaj mene zanima, kam bi lahko v bistvu te pobude šle, na koga bi se lahko obrnili, da bi to pač prišlo do tistih, ki bi lahko to uresničili. Zaradi tega, ker lahko se med sabo pogovarjamo, kaj bi radi in tako, ampak zdaj, če ne gre to nekam naprej, se to ne more uresničiti. In zdaj me zanima, kam bi se lahko obrnili za to. Ja, no, tle pravijo, tamle slišimo kar na župana. Res je to, no, gledajte, če tle se začne, lahko pa tudi, gledajte, mi imamo zdaj politika, je nažalost tudi k nam prišla v našo vas, tisti, ki si vzame čas, pa gleda te seje naše, verjamem, da vi tam mladi čist do konca nas držete, ker takrat so pobude svetnikov in svetnic, no in takrat svetniki so tisti, ki dajo pobudo županu, kaj bi bilo prav, da bi uvrstil recimo na dnevni red ali naslednje ali pa kakšne druge seje, no in to je tudi ena izmed tistih poti, da se obrnete na enega od svetnikov, ki vam je najbolj všeč, ki mislite, da mu lahko zaupate, no in preko njega tudi lahko, a ne, predlagate. No, gledajte, tole, kar smo v tem, kar smo danes govorili, to se ni treba truditi, to bom jaz preko svojih svetovalcev si vzel za sveto, te vaše želje, no in bom probal tisto, kar sem danes, sem hodil veliko obljubil. Meni večkrat rečejo, da zelo veliko obljubim. Samo zakaj obljubim? Ne čist na pamet, zato ker čist vse pol naredim, da to tudi izpolnim. No in tista največja obljuba in tudi daleč najdražja, če ne računam štadiona, je bila ta, kar se tiče vaše kavarnice. Bom rekel, to je Bobby Bar, gledajte, ta Bobby Bar je zelo moteč postal, ker noben takrat, ko smo ga, recimo, ko smo pogoje ustvarjali, da je to ratal, si ni predstavljal in tudi smo se pogovarjali čist o drugačni dejavnosti, kot je pa zdaj na vse zadnje ratal in je moteča za vse. No in tle bomo gotov, bi morali nekaj narediti in ena od teh stvari, ki smo jo že tudi lih na glas, še nismo preveč debatirali navzven, ampak v ozkih krogih pa že, da bi bilo to tudi primerno za mladinski center, ki ga zdaj nažalost ni, no in tle sem skoraj prepričan, da zdajle dvomem, kter svetnik bi se vzignil pa bjal, zato pa jaz nisem, se mi pa že škoda zdi tistih nekaj 10 milijonov, ker sej so praktično vaši starši napolnejo to blagajno in sem tudi čist nič, se mi zdi, da je to še gotovo najbolj plodna tla pade, če za vas kaj naredimo, no? Da se nam še najbolj obrestuje. V toliko bi jaz mu, no in me boste prijeli lahko za besedo, če v te ati je podsukali pa pokazali, kjer ga na jesen volijo. Dobro, no jaz mislim, da lahko s tem zaključimo. Hvala Žigu še enkrat za to konkretno vprašanje, ki je tudi dalo konkreten odgovor. Zahvaljujem se vsem sodelujočim in želim vsem skupaj še naprej lep večer.